Dober dan, spoštovani dragi naši prostovoljci, spoštovani člani invalidskih organizacij, Darko Ratajec, župan občine Slovenske Konjice, Florjan Jančič, častni občan občine Slovenske Konjice, tolmačka v znakovnik jezik Marija Koser, dobrodošli med nami. Danes tukaj zbrani poznate tisti občutek, ko nekomu polepšaš dan, čeprav se vam na prvi pogled zdi, da niste naredili ničesar. Tisti občutek zadovoljstva, sreče in pristnosti, ko nekomu podarite toplo besedo, nasmeh, ko z nekom delite svoje znanje in ko si utrgate košček časa v svojem navidezno še tako natrpanem urniku, da ga namenite človeku, kateremu ne prisluhne veliko ljudi. Ko z nekom preprosto širite obzorja, tako, čisto nevsiljivo, ko se spletajo vezi v svojem bistvu tako krhke, a tako zelo, zelo dragocene. Kdo bo ta občutek bolje poznal kot vi, spoštovani naši prostovoljci, ki svoje prostovoljstvo opravljate z navdihom in navdušenjem? In kdo bo to bolje vedel kot vi, spoštovani člani invalidskih organizacij, ki ste takšne pozornosti in pomoči deležni? In danes je dan, ki je posvečen prav vam. 3. decembra smo praznovali Mednarodni dan invalidov, ki družbo spodbuja k razumevanju invalidnosti, zavzemanju za dostojanstvo, pravico in blaginjo invalidov ter vključevanju invalidov v vsakdanje življenje. 5. decembra pa je Mednarodni dan prostovoljstva, ko se vse organizacije, ki v svoje programe vključujejo prostovoljce, pokažejo javnosti z rezultati prostovoljnega dela. Nameni organizacij so različni, a imajo vsi podoben cilj: pomagati in biti deležni pomoči in vključenosti. O praznovanju k pozdravni besedi vabim Darka Ratajca, župana občine Slovenske Konjice. Izvolite. Lep dober dan, spoštovane, spoštovani. Občina Slovenske Konjice je invalidom prijazna občina in tudi prostovoljsko prijazna in napolnjena občina. Torej, ne predstavljam si življenja neke skupnosti, ki bi lahko normalno potekalo brez vas. Brez tistih, ki namenjate svoj čas, svojo energijo in svojo odprto srce, da pomagate drugim. Ne samo v prostovoljstvu v smislu pomagati pomoči potrebnim. Veliko je tudi ljudi v naši skupnosti, ki se prostovoljno angažirajo tudi na drugih področjih, na področju športa, v družbi in tako pomagajo pri razvoju vse dejavnosti v naši skupnosti. Torej, kaj je vloga občine pri tem? Občina mora prisluhniti potrebam občanov in spodbujati, razvoj te dejavnosti. Prostovoljstva. Veseli me to, da ko hodim okrog in se pogovarjam, vidim tudi mlade ljudi, ki se vključujejo v to in to je tudi cilj. Torej, od gasilcev, ki imajo pomadke, od društvih, od vas, ki, delujete tako ali drugače organizirani, je prav, da mladim dajete en svetel vzgled. Torej, tu moramo nadaljevati in izgledamo, da bo tako. Občina Konjice bo temu pristopila, vedno bo imela posluh in vedno bo znala tudi tako ali drugače nagraditi vaše delo. Torej, če ste opazili, v obdobju 4 let smo tudi pri podeljevanju priznanj občinskih vedno skrbeli za to, da je bilo prostovoljstvo, altruizem in vse ostalo tudi bilo deležno nekih priznanj in pohval. Torej, kaj naj rečem, iskrene čestitke. Hvala lepa za vse, kar ste naredili do sedaj.
za našo skupnost in seveda z željo, da tako naj tudi ostane. Vse lepo, da ne bomo šli naprej. Na odru pa se mi bo sedaj pridružila Sofija Mrzdovnik. Sofija je učenka solopetja Glasbene šole Slovenske Konjice, ki bo pod mentorskim vodstvom Andreje Obrul zapela Ditkino Ne bodi kot drugi. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem z bizarnim refrenom, povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod okno pripelji cigare, povej mi o sanjah, četudi so večne, zaupaj mi želje, četudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, kot drugi hitijo, povabi me v mesto, ko drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki naj še hrepenijo, postaje in vlaki. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Ker sreča ni nekaj, kar pride naproti. Hvala Sofiji. Med nami pa v nadaljevanju pozdravljam našega Oliverja Tiča, Oli Walkerja, svojo Carlitos, ki že vrsto let ni kot drugi, kot je bila Sofija, in je človek, ki je del zgodb, v katerih nastopajo ljudje s svojo srčnostjo in tudi požrtvovalnostjo. Oli in Carlitos, toplo dobrodošla med nami. Izvolite. Udobno se namestita. Oli, torej še enkrat dobrodošel med nami. Že 3 mesece je minilo, odkar si se vrnil v svoje 4-letne pustolovščine po najdaljši cesti na svetu. Oktobra 2018 si se podal na 25.000 kilometrsko pustolovščino od najnižje točke Južne Amerike do najsevernejše točke Severne Amerike. Kako in tudi zakaj je sploh prišlo do te ideje,
da prehodiš to cesto, to pot, ki sta jo še kako zaznamovala tako prostovoljstvo, kot tudi velika dobrodelnost. Najprej bi rad lepo pozdravil vse tukaj zbrane in sem zahvalil tudi v mojem imenu za vse prostovoljno delo, ki ste ga naredili za našo skupnost v preteklih letih. Zdaj pa, če se vrnem k zgodbi, ja, v bistvu več je razlogov, zakaj sem se odločil, da grem na to pot. Eden izmed glavnih razlogov je pa ta, da sem se hotel sam prepričati, pa tudi hotel sem pokazati ljudem okoli mene, prijateljem, da svet ni tako slab, oziroma da so ljudje slabi, tako kot mogoče kdaj prikazujejo mediji, in zato sem se tudi odpravil na pot in sam sem se v to 100% prepričal. Tisti, ki ste me spremljali, ste lahko videli, da sem bil deležen neizmerne dobrodelnosti. Ne vem, so se zgodili kakšni dogodki, pa sem si rekel, ne more se zgoditi nič lepšega, pa se je zgodilo, ne vem, čez 2 dni so me povabili v hišo. Ne glede na to, da nismo govorili skupnega jezika, niso vedeli, odkot prihajam, kdo sem, so vseeno ljudje videli, da nimam slabih namenov, verjetno so tudi čutili mojo pozitivno energijo in so me tudi zato povabili v svoj dom. Jaz verjamem, da tudi, če naredimo nekaj prostovoljnega za nekoga, ni to samo enostransko zadovoljstvo. Mi dobimo nekaj od tega, po mojem, vsaj mojem mnenju, v mojem primeru se ti srce napolni, pa tudi s tem tudi nekomu drugemu pomagaš. Tako da sem vesel, da sem se odpravil na pot in res dobil samo potrditev, da je svet neizmerno lep, če ga le gledaš z lepimi očmi. Če bi na hitro ocenil, v kateri državi si doživel, občutil največ dobrodelnosti, pozornosti, neke prostovoljne pomoči in dejanj, katera bi bila po tvojem mnenju ta država in pravzaprav zakaj? Čeprav vem, da si kar po vseh državah, kjer si hodil, imel res pozitivne odzive. Ja, ko si rekla, ne, res težko se odločim, pot me je vodila skozi 15 držav, veliko izmed teh držav bi ne bilo nevarnih, od El Salvadorja do Hondurasa, pa še kakšne druge. Ne vem, izstopa verjetno ZDA, ampak lahko eno tako prigodo povem, na primer iz Bolivije, ko sem obiskal ljudi, ko vidiš, stopiš v hišo, pa vidiš, da še sami nimajo zase dovolj, pa so ti vseeno pripravljeni pomagati. In meni osebno je v tistem trenutku, oziroma večkrat mi je več pomenilo to, da me nekdo spustil v svojo hišo, delil s sabo, z mano, svojo hrano, kot pa da mi dal ne vem koliko denarja. Tako da v vseh državah sem se počutil dobrodošlega, varnega, predvsem pa se mi zdi, da Američani in Kanačani izstopajo glede tega. Ni bilo sicer samo pozitivnih zgodb, tudi ena negativna, zelo negativna zgodba, je tudi ta mogoče odvisna od tvojega zaupanja ljudem? Ne, definitivno ne. To je ena prigoda, slaba prigoda v 4 letih na poti. Morate vedeti, da sem bil vsak dan z drugimi ljudmi, vsak dan sem bil na cesti, vedno sem bil izpostavljen. In ne, ni pač to bi se mi lahko zgodilo tudi kjerkoli drugje, lahko bi se mi zgodilo, ne vem, mogoče celo v Konicah, mogoče kje drugje v Evropi. Tako da ni ena slaba izkušnja, ne spremeni mojega mnenja, da je svet lep. Prehodil si, kot si omenil, kar 15 držav. Na začetku verjetno ni bilo pretežko, poln adrenalina, pričakovanj, podpore. Potem pa, po moje, mora biti veliko neke notranje motivacije na tej dolgi poti. Kaj je bila tista tvoja primarna motivacija? Ja, drži. Karkoli delamo v življenju, se mi zdi, da nikoli ni, ko to traja več mesecev, več let, nikoli ne moraš biti na 100%, oziroma da je vedno vse lepo. Itak pade motivacija, pride kak slab dan, ampak takrat pride pa na vrsto moji prijatelji. Prijatelji so vaščani. Takrat, ko je bil slab trenutek, sem se spomnil na vse ljudi, ki me od doma spremljajo, ki me spodbujajo v vseh oblikah, ne samo ali je to bilo denarno, tudi če mi je nekdo poslal sporočilo, pa rekel, le Oli, držim pesti, ti bo ratalo, mi je v tistem trenutku pomenilo vse. Tako da tudi večkrat sem že to rekel, pa še več, da bom to povedal, da brez prijateljev mi sigurno to ne bi uspelo. In ker smo v prazničnem decembru, ko so naša srca še posebej odprta, povejva prelepo božično zgodbo izpred 3 let, ko si svojim požrtvovalnim dejanjem pomagal mali obnemogli psički na ulici, ki brez tvoje pomoči ne bi preživela in bila danes tukaj z nami.
Ja, Carlitos je nekaj najlepše, kar se mi je zgodilo. V bistvu tak je, mene ima marsikdo, ne bom rekel za junaka, ampak za nekoga, ki je nekaj dobrega naredil za psa, ampak v bistvu je to obojestransko. Ni to sam, da sem jaz njo rešil, ampak je tudi meni ona veliko dala dobrega v življenju na poti. Tako da je za oba dva je bilo super, jaz ni mogoče dal, oziroma verjetno sem dal, oziroma Konjičani so dali lepo življenje, glede na to, kako se počuti domače doma. Jaz osebno sem pa dobil veliko s tem, da mi je delala družbo, nikoli ni ugovarjala, karkoli sem je rekel. Tako da je to velik plus, mislim, da za naj oba. Tako da me skrbi, da ko bom šel na naslednjo pot, da ne bom še kakega več psa pripeljal domov. Zakaj ravno Carlitos? Pa mogoče vseeno malce opiši to pot, kako je bilo to na božični večer. Ja, v bistvu psov, kot sem že omenil, je ogromno zapuščenih v teh državah Srednje Južne Amerike, ker ljudje gledajo definitivno drugače na njih, kot pa mi v Evropi. Mi jih jemljamo kot družinskega člana, tam je pa to samo neka številka, samo da jih varujejo njihovo premoženje in ko se ljudje zaradi življenjskih razmer selijo, pustijo te pse in ponavadi sem naletel na ogromno psov, ampak vsi to so bili večji psi, se že lažje znajdejo, pridejo nekako do hrane, Carlitos je bila pa mala, nebogljena sredi mesta, tako da bi šel čez Konjice, je ležala v eni ogradi nebogljena in takrat sem rekel, glej, če bom jaz pustil tu, vprašanje, kaj se bo zgodilo, bom nekaj dobrega naredil, glede na to, da so tudi ljudje meni pomagali, je tudi čas, pa prav je, da jaz naredim nekaj dobrega za nekoga drugega. In takrat sem se odločil, da gre Carlitos z menoj. V prve dneve je lenarila v vozičku, potem bo počasi začela tudi hoditi in postala smo v bistvu dream team. Tako da zdaj tudi mislim, da upam, da ne še čaka ogromno skupnih nadaljnih let. Ko si prehodil, pravzaprav sta prehodila Južno Ameriko in ko si vstopil v ZDA, se ti je ponudila priložnost, da se srečaš z Luko Dončićem in naredil si en kratek sprehod do Teksasa. Kratek, ja, 150 km dolg, koliko je že to bilo. Sledilo je srečanje z Luko, ki ti je podpisal in podaril svoj dres. Sledil je ogled tekme, to je bil eden izmed vrhuncev tvoje poti, kot rad poveš. Privilegij pravzaprav, ki si ga, kot je v tvoji naravi, obrnil v dobrodelno smer. Ja, res je, mislim, da vsi tu veste, da sem se srečal z Luko Dončićem. Imel sem to srečo, da mi je Luka podpisal dres in v tistem trenutku takoj sem vedel, kaj bom naredil s tem dresom, ker na nek način sem se želel oddolžiti skupnosti, nažalost se finančno nisem mogel, sem rekel, to je idealna priložnost in takrat sem rekel, ta dres ne bom obdržal, čeprav sem si ga želel, ker bi to bilo res lepo darilo oziroma lep spomin. Takrat sem se tudi odločil, da izvedemo v sodelovanju z Lions klubom Slovenske Konjice dobrodelno dražbo in pa ves ta zbrani denar namenimo za razvoj športnikov iz socialno ogroženih družin. Tako da bi še enkrat se zdaj v tem trenutku zahvalil vsem vam, ki ste bili zopet del tega, da ste prispevali tudi Lions klubu Slovenske Konjice. Lahko se pohvalim, da smo zbrali 21.000 evrov. Osebno sem zelo, zelo vesel oziroma zadovoljen za to številko. Tako da bomo lahko veliko mladih športnih upov gor spravili, če se lahko tako izrazim. En aplavz za staro ljudi. Oni bi se lahko odločili tudi drugače in v bistvu na ta sredstva namenil tudi za kakšno od prihodnjih poti ali kakorkoli že, ampak je v bistvu, kot je njemu v naravi, to delo v bistvu oziroma ta sredstva namenil za dobrodelnost. Tako da res iskrena hvala. Ravno te dni, Oli, je bila razpisana tudi prijava na razpis za ta sredstva, če Ja, res je. je tako? Res je, tako da če imate v svoji družini, v svoji okolici kakšnega kandidata oziroma nekoga mladega športnega upa, talentiranega in si mogoče zaradi finančnih sredstev ne more privoščiti kvalitetnih treningov oziroma nakupa opreme, vas vabim, da ga pozovete, da se prijavi na ta razpis. Sredstva so ogromno sredstva, tako da upam, da bomo lahko pomagali ogromno mladim
mladim športnikom, zaenkrat nekje 70. Moja srčna želja pa je, da to, kar smo naredili letos, da postane tradicionalno in da naslednjo leto spet zberemo denar za nekoga, ki ga še bolj potrebuje kot pa mi sami. Koliko se predvideva teh sredstev za posameznega športnika? 300 evrov oziroma možno je dvakrat zaprositi, tako da v višini 600 evrov je možna štipendija v enem letu. Morda še to, prejemnica dresa je postala kdo in kakšen znesek je donirala, tako da malo za predstavo. Ja, v bistvu, dobitnica dresa je bila Valerija Ježa, gospa iz Maribora, ki je donirala 5500 evrov. 5000 evrov je doniral tudi en gospod iz Srbije. Ogromno je bilo manjših prispevkov, isto pomembnih zame osebno. Tako da je šel pa dres v dobre roke, sicer ga je podarila sinu za rojstni dan, ki mislim, da ga bo cenil isto, kot bi ga tudi jaz, če bi ga obdržal, seveda. Tudi gospod iz Srbije je dobil svoj dres. Ja, res je. Kot neko tolažilno nagrado, čeprav meni osebno tudi je ta stvar isto lepa, dobil je dres slovenske reprezentance za podpisom vseh košarkarjev, tako da smo še njemu dali nekaj, da ima spomin na Slovenijo oziroma slovensko košarkaško reprezentanco. Lepo. Oli, ni pa to edina dobrodelna akcija, ki si jo organiziral do sedaj. S pomočjo prijateljev si leta 2017 izpeljal dobrodelnih 24 ur olja Walkerja. Za koga ste pa takrat zbirali sredstva? Ja, takrat smo pa zbirali za Evelin Golob, to je punca, ki ima že od rojstva težave z nogo, tako da so potrebne operacije dodatne, tudi posebna postelja. Tako da ja, če na kratko samo pišem projekt. Ko sem imela Erneja, smo skupaj speljali, jaz nikoli ne govorim med njimi, ker nisem sam jaz sem v bistvu samo hodil, drugi ljudje so donirali od podjetij do posameznikov. V bistvu sem 24 ur krožil po trasi konjiškega maratona, takrat se mi je pridružilo ogromno posameznikov, izkazalo podporo tem dobrodelnemu projektu. V 24 urah sem takrat prehodil 107 km, skupaj pa nam je uspelo zbrati 3700 evrov. Pravimo res, da se dobro z dobrim vrača, na svoji poti si bil deležen res ogromne podpore in pomoči in dobro si se vsekakor odločil vrniti v skupnost. Zares lepo dejanje. In čisto za konec, če povejva nekaj o tvojih načrtih, pred dnevi si na družbenih omrežjih napovedal vrnitev na ceste in to že marca 2023. 24, ja. Kam se odpravljaš in ali boš tudi na tej poti srečal oziroma imaš namen srečati kakšnega znanega športnika, športnico? Ja, drži, 3 mesece nazaj, ko sem se vrnil v Konjice, ko so me ljudje spraševali, Oli, kam pa zdaj, sem rekel, pa nikamor ne grem, ni šans, 2 leti, 3 leta bom doma, ampak zdaj 3 mesece sem doma in vidim, da pač to življenje na cesti, če se tako izražim, je, kot kaže, ni samo moj hobi oziroma neka ideja, ampak je moj življenjski slog. In ja, če bo vse po sreči, se odpravljam oziroma odpravljava nazaj na Poljsko letos, marca 2024. Moja želja je, da se odpravim iz mojih prelepih slovenskih Konjic in grem vse do Indije, če bojo sredstva, pa če bo volja, pa mogoče še naprej. Ja, kar se tiče košarkaša, ne vem. Turčija je znana po zelo kvalitetni košarkaški ligi, tako da upam, da se razvije kak nov Luka Dončić, pa da bo tam igral, srčno upam, da ga spoznam. Da ti podari dres? Res je, tudi ta dres, če ga dobimo, oziroma katerikoli športnik, če bo kadarkoli, bo isto šel v dobrodelne namene, seveda brez obotavljanja. Ja, zagotovo bodo tudi tvoje prihodnje poti povezane z dobrodelnostjo. Mi pa ti obljubljamo, da ti bomo stali ob strani in te podpirali ob tvojih srčnih podvigih. Ja, seveda, se opravičujem. Rad bi se zahvalil še enkrat, tako vedno, tako si omenila, da boste stali ob strani, tako ste do sedaj in občina Slovenske Konjice in občani, tako da
hvala lepa, pa lepa me tako podporo, res. Hvala iz srca. Hvala vama za obisk, hvala tudi Sofiji Mrzovnik, ki bo sedaj v nadaljevanju zapela še eno prečudovito pesem Tople oči Nine Pušlar. Izvoli, Sofija. Redki ljudje so še takšni kot ti, vsem se neskončno mudi. Ti me poslušaš v tišini, začutiš stvari, ki jih srce govori. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če mene mi prevzame, vem, da na dosegu boš zame leti. Ker brez besed boš povedal, da imaš me rad. In brez besed boš priznal spovedno takrat, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar drugi več ni, tople oči. Duša v teh časih besedo drži, upanje v drugem budi. A jaz naslonim se nate, zaupam stvari, ki jih razumeš le ti. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če mene mir prevzame, vem, da na dosegu boš zame leti. Ti takšen si. In brez besed boš priznal svoj greh. Bom takrat, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Človek človeku bližina se zdi, če mu ob strani stoji. In ne glede, kaj med nama se kdaj zgodi, vem, da ob meni boš ti. Spoštovani, z današnjo prireditvijo smo se vam želeli zahvaliti in vam pokazati, da smo vam izjemno hvaležni za vaša srčna in predana dejanja in da cenimo vaše delo. Lepe praznične dni vam želimo, ki naj bodo polni ljubezni, toplih pogledov, toplih oči in medsebojnega razumevanja. Srečno vsem!